Pozdravljeni, danes je z mano Aleksander Lah. Aleksandru Lahu se je pred kratkem ena čudna stvar zgodila na vlaku. Jaz sem o tem bral na Facebooku, pa ker me zanima, sem malo firčen, kaj je res, kaj ni, sem potem vas najdel, pa sem rekel, vas prosil za intervju, da boste kar povedali iz prve roke, kako je res bilo. Jaz bi predlagal, če kar začnete to zgodbo, vi ste bili na vlaku, ne? Drži. Ja, zgodba je taka, jaz sem se peljal na vlaku, bil sem v kupeju sam. Ja. To je bil tisti vlak, ki imamo dvoje vrste vlakov, ta moderni nimajo kupejev, ta stari imajo kupeje in praktično imaš sobo, ki jo zapreš in si sam noter. Ja. In zaradi tega sem jaz bil brez maske noter, ker sem bil sam. Potem je v enem trenutku prišel inšpektor, ki je preveril, če imamo maske. Od kje pa je bil ta inšpektor? To je bil državni inšpektor? To je bil, jaz sem pol kasneje malo pogledal, on se drugače meni ni legitimiral, ni se mi predstavil. Kasneje sem ga pogooglil, sem videl, da on je inšpektor za železniški promet. Aha. To pomeni, da je inšpektor za preverjanje, če je s tiri vse v redu, če je z zaporencami vse v redu. Tako sem jaz razumel opis njegovega dela. Tako da mi v bistvu ni jasno, a ima on sploh pravico upravljati delo zdravstvenega inšpektorja. Verjetno, da ne, se je tudi usposobljen za to. Ja, jaz bi rekel, da ne morem trditi, ker nisem pravnik ali pa kdorkoli je tukaj strokovnjak, ampak meni tukaj ta stvar ni čist jasna in čista. Ampak kljub temu sem jaz ubogal njegovo nekako avtoritativno je zahteval, da dam jaz masko gor. Sem mu povedal, sem rekel, glejte, se opravičujem, maske nimam gor, zaradi tega, ker sem sam v kupeju, ampak sem si takrat masko vseeno gor dal, ne maram provocirati, ne maram konflikta. Ampak potem, ko je on šel, sem jaz vseeno masko snel, ker se mi zdel, da ni nobenega smisla, pa tudi, da ne kršam nobenega zakona, če sem sam v kupeju in nimam maske. In on je seveda pol čez nekaj minut prišel mim in je opazil, da jaz ne ubogam te avtoritete. In je v bistvu ga je to kar sprovociral, ni bil več prijazen. Takrat sem ga jaz še enkrat upozoril, da se mi ni legitimiral. In je rekel, seveda sem se, in je kazal na neki en obesek, ki ga je imel gor. Kar pa zaradi najine razdalje cirka 2 metra ni bilo moč prebrati, tako da jaz nisem mogel v tistem trenutku vedeti, a se zdaj nekdo izživlja nad mano, ali je to dejansko res inšpektor. Ampak sem mu še enkrat probal spoštljivo povedati, glejte, sam sem v kupeju, ne vidim, da bi karkoli kršil s tem. To se je pol še tretjič zgodilo. Isto sem ponovil s tem, da je bil on vedno bolj razjarjan. Jaz sem bil že od takrat miren. Potem, ko je prišla končna postaja, sem rekel, ok, zdaj si bom dal masko gor, zaradi tega, ker ko greš skupaj, je tam veliko ljudi in eni ljudje pač se počutijo ogrožene, kljub temu, da sem zdrav, nimam simptomov, ampak sem rekel, ok, kaj mi je problem zdajle masko dati gor za 1 minuto, pa še sestanek imam zdajle, nočem tle časa zgubljati, da se karkoli zakomplicira. Ampak se vse je zakompliciralo. Zakompliciralo se je pa na ta način, da čakamo v vrsti, da gremo z vlaka. Vlak se ustavlja, vidim na eni strani vlaka policijski avto, na drugi strani vlaka 10-15 policajev. 10-15? Ja. Sem rekel, ok, to je zdaj ena huda akcija. Inšpektor pa ste pomislili, da vas iščejo? Ja, sem, zaradi tega, ker je predtem inšpektor rekel, ok, jaz obupam nad vami, bom poklical policijo. Tako da sem rekel, zdaj, a so to vsi policaji za mene? Možno, da ja, ne vem, bomo zdaj videli. Ampak jaz sem imel fokus mi je bil spoštljivost pa moj naslednji sestanek. Zato sem čakal, da grem z vlaka dol, ampak nisem smel iti z vlaka dol. Zdaj ne vem, a je kdo uspel priti dol ali ne, ampak čim se je vlak ustavil, so bili policaji tam in je en od policajev je skočil gor in je mene takoj udaril prsni koš, odrinil na steno in se začel dreti na mene. Pa je vedel, da ste vi tak, je kršil? Ja, jaz sem tudi mislil, sem rekel, pa sej on zdaj ne bo vedel, masko imam, ne bo vedel, kdo sem jaz, upam, da čim prej lahko grem z vlaka, pa da se izognem temu.
ampak zgleda, da mu je inšpektor ali pa sprevodnik ali pa oba, da sta opisala, kdo je ta, kako zgleda. In tudi, ko je on skočil gor, je takoj zraven bil in inšpektor in sprevodnik in jih je policaj vprašal, a je on ta? In sta povedala, ja, on je ta. In sem se počutil kot v času, ko so bili v Vaduhi, pa ne vem, v času Črne roke pa Udbe. Tako je postalo zelo zastrašujoče. No, ampak vi karkoli bi naredili, ne vidim razloga, zakaj je mogel skočiti, pa vas pritisniti, pa to, ne vem, sej razumel bi, če bi vi tam nekomu s pištolo grozili, ne. Tako ste pa, niste bili videti navaren, tako da se mi čudno zdi, zakaj do tega, ampak tako to je, no, žal, ne. Ja, mene je tudi zelo presenetilo že njegova prva reakcija, še preden je uspel sploh videti, kdo sem, kaj počnem, kako se vedem, a provociram, a sodelujem. Ampak jaz sem bil trdno vse odločen, sem rekel, sodelujem, miren sem, zaradi tega, ker ni se zaigrati s temi stvarmi. Jaz nisem oborožen, on je oborožen in sem sodeloval od prve točke naprej. Me je pa res presenetila ta reakcija in takoj sem se počutil ogroženega. In zdaj, ko me ljudje sprašujejo, kdo je bil okrog, se jaz zavedam, da imam sliko samo njega ves čas, ker sem imel ves čas fokus na točko, od kjer sem čutil, da ogroženost prihaja. Prav telesno ogroženost sem čutil in sem se fokusiral na njega, zato da vidim, kaj se dogaja in da tudi sledim njegovim navodilom. In on je takoj rekel, osebno izkaznico, identificirati se. In jaz sem imel ruzak na rami, bil sem stisnen ob steno, seveda nisem mogel osebne kar potegniti ven, ampak sem mogel ruzak dol dati, denarnico ven vzeti, osebno ven vzeti, in ker nisem mogel tega tam narediti, sem stopil malo stran v prehod v sosednji vagon, kjer je bilo malo prostora, da sem dal ruzak dol, ampak on je to razumel, on zdaj hoče pobegati in je skočil na mene, mi zvil roko, me spet pritisnil na steno in jaz sem spet ponavljal, sem rekel, ni potrebe po sili, sodelujem, dal vam bom osebno, dovolite mi, da jo vzamem ven. In pol je najprej izgledal, da mi pusti, da bom vzel, pol se je pa premislil, me je zgrabil za roke, potegnil z vlaka, rekel, greva midva tamle dol se identificirati. Pa vas je vikal ali tikal? To se pa ne spomnim. Ne spomnim, ko ste rekel. Ja, zaradi tega, ker drugače se tudi zgodi, kakšen policist tika, jaz mislim, da bi te mogel vikati, jaz vse vikam, tako da pričakujem, da bojo tudi oni mene vikali. Spoštljivo bi bilo, da me vika, ampak v tistem trenutku fizične ogroženosti mi ni bilo to sploh to pomembno in se sploh ne spomnim. Ampak spomnim se pa dobro, ko me je potegnil dol z vlaka, da sem mu še enkrat rekel, prosim, ne se me dotikati, ker sodelujem. Nimate se me pravice dotikati. In je res, takrat se je pa on začel umirjati in je tudi me spustil in je rekel, tukaj počakajte, vzemite osebno, pokažite mi jo. In je pol sporočil po, ne vem, walkie-talkiju ali nekaj tazga moje podatke nekam v centralo. Vmes je še inšpektorja nekaj spraševal, da je inšpektor svojo zgodbo povedal. To je ta železniški. Ta železniški inšpektor, ja. In jaz sem poslušal to zgodbo in sem videl, da ene stvari niso resnične v tej zgodbi in sem rekel policistu, a boste meni tudi dovolili povedati mojo stran zgodbe? Je rekel, seveda. Ampak na koncu, ko je on sporočil podatke, je rekel, poslali vam bojo globo, srečno nasvidenje. In to je za njega pol končano. Za njega je bil posel končan. Ja. Jaz, ko gledam nazaj, bi rekel, da je bilo bistvo tega posla ustrahovanje mene in vseh, ki so bili priča temu. In moram reči, da jim je uspel zaradi tega, ker imam velike težave najdeti priče. Priče so se mi sicer same javile. No, se je tista gospa Neža, ali kaj, sem bral Facebook zapis, ne? Ja. Ona je verjetno že ena priča. Ona je ena priča in zaenkrat zgleda tudi, kot da je nekako najbolj pogumna, najbolj iskrena, najbolj pripravljena podpreti boj proti policijskemu nasilju. Ampak so me kontaktirali tudi druge priče in so rekle, ful ti stojimo ob strani, ful ni prav, kar se je zgodilo.
sem rekel... Ampak rajš ne bi nič povedal. Sem rekel, a ste me pripravljeni podpreti na ta način, da daste izjavo, kjer se identificirate z osebnim dokumentom, da je stvar res ima eno težo na sodišču, če bo stvar prišla do tja. In sem od večjih slišal, me skrbi za prihodnost, me skrbi za službo, me skrbi za mojo družino, če se jaz tukaj izpostavim. In sem jim probal dopovedati, sem rekel, lejte, vaša odločitev, ne silim vas v nič, ampak vprašajte se pa, če bomo dovolili policijsko nasilje, mene bi v tem primeru bolj skrbeli za prihodnost in za mojo družino, kot pa če tukaj se postavim po robu pa rečem, lejte, to ni prav, to se ne dela. Ja. Tudi če bi jaz res naredil kaj slabega, pa mislim, da nisem nič slabega naredil, ampak tudi če se človek ne opira in sodeluje, ni prav, da se tako vede v njega. To se popolnoma strinjam. Ta gospa Neža, ki je tam tiskom napisala na Facebooku, je napisala, da se je na vas policaj drl na 30 cm, pa da je bil tudi sam brez maske. To drži? Drži, da je skočil gor in se je takoj na 30 cm drl, ampak masko ni bil brez, imel je do sem. Aha, kaj to pomeni? Usta je mu zunaj? Nekako mu je ta maska mal uhajala, ker je bil on res toliko vihrav in agresiven, da je bila maska nekaj časa pod nosom, pol je šla dol, pol je enkrat videl, da se on nevarno približal človeku brez maske in da ga drugi opazujejo in je hitro dal masko gor, ampak mu je spet čez nekaj časa šla dol. Ampak tako kot sem že rekel, jaz mu to ne štejem za slabo. Če moramo nositi masko, jo sicer moramo nositi vsi, ampak jaz tudi njemu privoščam, da diha čist zrak in da ne rab imeti maske. Sam da pa mene preganjajo zaradi tega, ker sem bil sam v kupeju brez maske, pa da se pa on dere meni na 30 cm agresivno, ogrožajoče in brez maske, to pa sigurno ni prav. Jaz bi to rekel, da je s človekom nekaj narobe. Policist, da se tako obnaša, se verjetno mora kakšne psihoteste imeti ali nekaj tazga, ne vem. Bi mogli malo zbirati, tako da jaz mislim, da policist se ne more tako obnašati. On mora imeti po mojem prag tolerance vsaj 50% višje, kakor pa tisti, ki je obravnavan, ker vi le niste policaj, on pa je in on mora, to je pač moje mišljenje. Imam pa tudi sam take izkušnje, tako da to popolnoma razumem in sem si lahko kar sliko naredil, kako točno je bilo. Ja, meni je tle v celem dogodku zelo pomembna spoštljivost, tudi moja spoštljivost do njega. Dalj časa, ko sem bil z njim, bolj sem videl, da je človek iz mesa in krvi, tako kot jaz. Ne vem, a je kaj narobe z njim, nisem izdel, da je kaj narobe z njim, bolj se mi je zdel, da je dobil napačne informacije, s kom ima opravka, da je bil zmanipuliran, da so mu rekli, kakšen provokator, treba mu imejo postaviti in je verjeten branil ene stvari, ki so mu svete, ampak ni se pa prepričal, a je res situacija taka. Kaj vas je videl, bi lahko videl, da se ne opirate. Kaj pa je mogoče tukaj bil kdo, ki bi snemal ta dogodek? Mene žal, da nisem snemal, ampak v tistem trenutku ogroženosti mi ni prišlo na misel, da bi vzel telefon, še do osebne sem težko prišel. No, to verjamem, ampak rečemo, kdo tam, ljudje, ki so stali, je bil tole neki zanimiv dogodek, da nas imamo vsi telefone pri sebi, jaz siguren bi to snemal, ne? Tako mislite, da ni noben drug snemal? Upam, da je kdo snemal in upam, da ta gleda ta prispevek in da se mi javi s tem posnetkom, zato da pokažemo, da se je res to zgodilo, kar jaz zdaj razlagam. Zaradi tega, ker posnetek je najbolj verodostojna stvar, se najbolj vidi, kaj se res dogaja. Priče bojo povedale po svojih najboljših močeh, ampak če je kakšen video posnetek, je to res najboljša stvar. Bila je Pop TV ekipa tam. A ja? Ja. Pa ona tam delala? Ja, tega nisva povedala. Ja. Že v samem štartu je ves čas z inšpektorjem hodila Pop TV ekipa. A ja? Novinarka, snemalc in držalc mikrofona, se pravi, pa inšpektor, 4 so ves čas v skupini hodili. Ko so prišli do mojega kupeja, jaz inšpektorju rekel, ko sem videl kamero, sem rekel, ne dovolim, da me snemate in mi je odgovoril... Pa škoda, ko ste to rekli. Mislim, za postopek bi bilo boljš. Zaradi tega, ker tam ni bilo nič tazga kritičnega. Snemati bi mogli oni takrat, ko je bil policaj agresiven. Tisti je bil dejansko ja, pa so bili zraven oni?
Mislim, kje so bili takrat, ko No, so policisti prišli? hotel sem reči še to, da inšpektor je na mojo željo, da me ne snimajo, je odvrnil, ne skrbte, bomo vse zbrisali. Sem rekel, tole mi že ni spoštljivo. Če rečem ne snimati, je ne snimati. To je res. Sicer potem niso mene načupali objaviti, ne vem, a so kaj posneli ali ne, ampak ni mi bilo spoštljivo, da je rekel, bomo vse zbrisali. Ker potem sem jaz z mobitelom njega posnel in se je branil z vsemi 4. Sem rekel, vi ste uradna osebo, lahko državljani snemamo pri upravljanju svojega dela. Ampak ni dovolj in je pobegnil. Aha, se pravi, pa takrat, ko so policisti prišli, so te od Pop TV-ja bili kje blizu, ste jih videli ali jih ni bilo nikjer več? Ne vem, tako kot sem prej rekel, jaz sem se fokusiral na tega, ki mi je fizično grozil, tako da ne vem, kje je bila ekipa Pop TV v tistem trenutku. Velika možnost je, da so že šli, možnost je tudi, da so posneli. Samo zanimivo, ne? Televizije iščejo neke take zgodbe. In to je bila sigurna zgodba za začetek tam unga oddaje 24 ur, ne? Bi sigurno ljudi zanimalo. Čudno, da so to odšli. Se potem tudi človek mogoče malo vpraša, da nekaterih stvari zalaš noče objaviti. Točno to. Imajo tle ene svoje namene, eno svojo agendo in še enkrat ponavljam, moj občutek je, da gre za ustrahovanje ljudi in seveda niso, ko je policaj ustrahoval mene in cel vagon, tega niso posneli zaradi tega, ker se to ne sme delati. Imate mogoče še en tak bolj vprašanje, imate mogoče občutek, da pravite, da se gre za ustrahovanje. Imate občutek, da pri tem ustrahovanju tudi mediji sodelujejo? Ja. Mislim, da so tle v posli skupaj v celem projektu. Če bi to je pač moj občutek. Če bi meni nekdo to rekel pred 2 mesecema, bi rekel, da je to nemogoče. Ker sem pa bil pred dobrim mesecem v Berlinu na nekih protestih, pa nisem šel protestirati. Jaz sem šel pogledat, zato ker ta protest je bil že prej nekaj podoben in niso nič mediji poročali o tem, so rekel, šel pa jaz pogledat, pa itak me še zanima, kako Berlin zgleda. No in to poročanje medijev v številu udeležencev je bil popolnoma, to so se zlagali za 10-krat. In od takrat sem pa začel to razmišljati, da pa obstaja možnosti tega manipuliranja. Jaz sem tak človek, tisto, kar vid, verjame, ne? In se pravim, pred 2 mesecem bi rekel, ma kaj bojo mediji, sej jaz imam občutek, da resnica zmeraj pride na dan. In jaz tudi načeloma ne lažem, ampak ne lažem zato, ker bi rekel, da sem tak hud poštenjakar, ampak ne lažem zato, ker vem, da slej, ker prej me bo noben enkrat nekdo na laži dobil in potem mislim, da take laži preprosto niso možne. Imajo kratke noge. Ja, in tle sem pa videl, vsi slovenski mediji so lagali. Sicer ne vem, a so lagali zavestno, ali so od drugih povzeli, pa ko se je en zlagal, pa so se pošli vsi ostali, ne vem, ampak tam so 24 ure najprej poročal, da se je udeležilo 18.000 ljudi. In glejte, to je bilo 3 km ceste, 3 pasovnice so zaprli, ki je zraven še bila na vsaki strani široko za sprehajati se, pa še parkir plac. In to je bilo vse polno ljudi, 3 km. Glejte, jaz ne znam oceniti, ali je bilo ljudi 100.000, ali jih je bilo 500.000, ali jih je bilo milijon. Vem pa, da jih ni bilo samo 18.000, ker jaz sem imel čas diskoteko, ki je bilo vsako soboto 1500 ljudi in vem, da jih tam ni bilo samo 12krat več. Ne? Tako da od takrat imam jaz tudi v teh medijih, bom rekel, zelo z rezervo jim jemljem, oziroma bom kar po prvič povedal, da jim v bistvu skoraj čist nič ne verjamem. Ja, jaz žal že dolg časa na globalnem nivoju opažam ta fenomen, da mediji so samo trobilo enih interesnih skupin in da dejanskega raziskovalnega novinarstva ne srečam. Pa bi mogla biti to osnova. Tako pa v bistvu dobijo, temu se reče, talking points in vsi v istih stvareh poročajo. Ja, vsi v istih stvareh poročajo. Ne. Pa novinarji radi poudarjajo, ne, da so v službi resnice in tako naprej. Ne. Jaz sem to verjel do pred kratkega, zdaj pa žal ne verjamem, pa zdaj bo kdo rekel, ja, verjameš v teorije zarod, pa pa tret, ne, lejte, jaz sem človek, ki je na realnih tleh, ne, ampak preprosto
par takih stvari, ki pa pride, potem se pa malo vprašaš, ali je ali ni. Pustva teorije zarot, ampak dajmo probati dejstva najdeti. In če se osredotočava na ta primer na vlaku, jaz imam svojo zgodbo, vem, kako je bilo res, želim pa kakšen videoposnetek, čim več prič, da se pokaže, kaj je bilo res. No, če kdo tole gleda, da ima kakšen videoposnetek, naj ga pošle. Zdaj, če se slučajno kdo boji, da bomo zaradi tega kakšnega probleme, pa naj anonimno pošle nekam videoposnetek, saj ne bojo potem mogli vedeti tudi, kje je. Tako da... To je super rešitev. Na YouTube se da anonimno, da se Google account ustvariti, obvestiti v tem posnetku in si total skrit. Tam sem še videl, da ste napisali, zdaj iščete odvetnika, ki vas bo zastopal. Že imam. Že imate. Pa tam ste tudi napisali, da iščete ljudi, ki bi pomagali malo to... Donirati, pa se pravi, tudi medije pozivate, pač poročajo o takih zadevah. Lahko mogoče malo več o tem poveste. Čutim, da ne želim tega pomesti pod preprogo tega dogodka, pa reči, pozabimo, gremo naprej. Zaradi tega si želim, da se pokažejo dejstva, da to raziščejo odvetniki, da so priče in da imamo tudi donacije, zaradi tega, ker nočem, da odvetniki tle delajo zastonj, oziroma tudi odvetniki nočejo delati zastonj, nočem pa, da bi kakšni slabi odvetniki to delali. Ampak donacije bomo začeli zbirati, ko bomo nekaj konkretnega naredili. Ker jaz nisem pristaš tega, da dajem obljube, zdaj pa dajte denar, pa bomo to naredili, ampak bolj to. Glejte, to smo že naredili, zdaj pa dajte prosim podpreti, če čutite, da gre to ta pravo smer, da se stvar spele do konca. Kje vas lahko kontaktirajo, če je kakšen zainteresiran za karkoli, da lahko pomaga pri tej stvari? Drugače, moj kontakt je zelo enostavno najdeti na internetu, če vpišeš Aleksander Lah. Jaz se ukvarjam s tantrično masažo in je veliko tega v meni in tudi na spletni strani potem je moj elektronski naslov. Jaz, ko sem vas malo pogooglal, sem videl, vi se, bom rekel, z neko duhovnostjo ukvarjate, kako bi človek rekel. Običajno taki ljudje res niste neki agresivni ali neki tazga, tako da vam bi verjel na besedo, da se vi niste neki zagajni vklicaja ali tazga. Ukvarjam se že dolg časa z resnico, pa z dobrimi rešitvami, pa s fair odnosom, pa spoštovanjem. Imam 2 podjetja, v enem podjetju 6 zaposlenih in oni znajo povedati, kakšen človek sem, kako mi zaupajo, koliko sem iskren. In verjetno tudi poslovni partnerji. In moje stranke. Sej moram reči, da dobivam veliko podpore. To je super. Prav tole bi bilo to, bi še kaj mogoče dodali? Po moje je lepo lepko. Super. Lejte, hvala, ker ste gledali tale najin intervju. Delite, všečkajte, napišite kakšen komentar, da čim več ljudi vidi tole. Tako da lep pozdrav z Ljubljane. In dajmo s pomočjo resnice lepote Slovenije ohraniti. Bomo delali na tem. Moje ime je Tomaž Gorec, z mano je pa bil Aleksander Lah. Adijo. Lep pozdrav.